tokratni oddaji z morem bo naš gost odlični atlet Tadej Enci. Matic Burazer je v rubriki 1 na 1 sprejel strelski izziv. Spet smo lahko spoznali, kako pomembno vlogo v življenju otrok s posebnimi potrebami lahko igra šport. Večina nas v življenju opravlja določen poklic. Potem pa so tukaj tudi posamezniki, ki ne opravljajo zgolj poklica, temveč poslanstvo. Eden izmed tovrstnih ljudi je Miloš Banič, spremljevalec invalidne deklice na osnovni šoli Preserje. Tudi jaz, kar se tega tiče, nisem imel praktično nobenega znanja. Vedel sem, kakšne težave ima Brina, vse ostalo sem moral pa tudi sam. Na fizioterapijo iti, vprašati, kaj lahko narediva, česa je Brina sposobna, veliko pogovorov s starši, s fizioterapevtko, spoznavanje vseh pripomočkov. Tako da, ja, učiš se, v bistvu se vsak dan se učim, no. Kakorkoli obrnem, karkoli naredim, je neko novo učenje in spoznavanje, raziskovanje vsega tega. Tako da, najbolj pomembno pri tem je, da te ne sme biti strah. Morate gnati nekaj naprej. Mene žene to zadovoljstvo, da v bistvu pomagam, ali se ne morem reči pomagam, ker Brina je zelo samostojna punca. V bistvu jo olajšam vsakodnevne težave, če se že srečava s tem, ampak to je pa to. Zdaj, zanima me še kakšna zanimiva zgodba iz zakulisja. Slišal sem, da jih je veliko, da je vsestranska športnica, da ste izdelali tudi posebej prirejen voziček. Ali lahko poveste nekaj o teh rečeh? Ja, najbolj zanimiva je ta, ki je prišel prvi dan trener za nogomet v razred, prvi šolski, na prvi razred, in je vprašal, kdo bi hodil na nogomet, ne? In vsi fantje roke gor, vsi veseli, in tako Brina roko gor, ne? Ja, v redu, gremo pa na nogomet in dejansko takrat hodi na nogomet, na košarko. Kar se tega tiče, je vsestranska, no. Ona ima svoj, kako bi rekel, rek. Si se samo malo potrudiš in lahko vse narediš, no. Tako sva tudi midva potem izdelala voziček za športne dneve, sem ga izdelal, ker nisem hotel, da hodiva samo okoli šole na sprehode, oziroma da jo moram toliko dejansko izolirati od otrok, dejansko nisem mogla do cilja priti en del poti. Ko sem šla prvič na izlet s tem vozičkom, je bilo Brina, lej, tukaj imava bližnjico, greva lahko v dolino. Ne, do vrha greva in sva dejansko do vrha In čisto na koncu vprašanje za starše, ki imajo morda sami tudi otroka invalida. Kaj bi jim sporočili tisti, ki morda še razmišljajo, si ne upajo otroka vključiti v šport, ki se mi zdi, da je to morda prenevarno? V bistvu priporočal, naj poslušajo otroka, ker sem prepričan, da s športom ne bojo nič slabega, v športu ni nič slabega, ampak samo pozitivne stvari. In če bo zaupal otroku, verjel vanga, da zmore, se mi zdi, da ni ovir. Vsi pedagogi, vsi delavci, ki se ukvarjajo z otroci invalidi oziroma športniki invalidi, bojo že prilagodili programe njihovim sposobnostim, otroci bojo pa samo uživali v vsem skupaj, no. Tako da samo pogumno naprej in to je to. Voda je tekočina, brez katere ni življenja. Obenem je tudi vadbeni poligon oziroma okolje, v katerem otroci s posebnimi potrebami v družbi nekdanje vrhunske plavalke Maje Sovinek spoznavajo lepote in najrazličnejše koristi, ki jih v življenje posameznika lahko prinese ukvarjanje s športom. Ja, jaz sem v bistvu s plavanjem začela v tečaju pri športnem društvu Riba.
Tam sem imela pač te otroke, ki niso imeli nobenih motenj, ampak je bil pol ful pomanjkanja kadra. Pa so pa oni spraševali, če imam jaz še kaj časa pa to, in pa sem dobila 1 uro, 2 ure, 3 ure, tako, in pa mi je bilo to ful dobro. Pol je pa v bistvu v tem našem društvu, Športnem društvu Invalid Ljubljana, ena, ki je bila predhodnica moja, zaposlena tam kot trenerka za invalide, dobila službo drugje in me je mene poklicala, ker je pač videla, da imam že nekaj izkušenj s tem. Me je poklicala, če bi jaz šla na misije, in jaz sem itak takoj zagrabila. Pa sem imela pač poln delovnik zdaj s temi otroci, tako da to je tako zelo raznoliko delo. Od individualne obravnave do skupinske obravnave imamo tako ene čisto začetnike, tudi dobre tekmovalce z različnimi normami za večja tekmovanja. Tako da ja, jaz zelo, sicer tako, ne bom rekla, da je lahko, ampak vsak napredek je toliko vreden, kakor pa, ne vem, to res postanejo vsi tvoji otroci. Ja, nasploh velja neko prepričanje, da mislim pač otroci s posebnimi potrebami pa invalidi so že nekako na nek način poškodovani in se starši ponavadi veliko bojijo za njih. In pol jih je strah kamorkoli vključiti, ne vem, na neke vadbe, na kamorkoli tudi na igrišče jih pustiti pa tako, ampak moje izkušnje so, tudi če ni zdaj, če ne bo ta invalid postal vrhunski plavalec, mu da pa toliko ostalih stvari, enostavno psihičnega razvoja, zaželjenosti v družbi, počuti se sprejetega, druži se z vrstniki in to je največ, kar lahko dobiš v bistvu od športa. Matic Kržan je nogo izgubil v prometni nesreči. Po prvem šoku se je hitro začel privajati na novo življenje. Najprej v rehabilitacijskem centru Soča. Na takšno potezo te navajajo že v šoli hoje v Soči. Moram povedati, da tam so vsi fizioterapeuti zelo korektni in prijazni in te motivirajo, pomagajo. Računati pa treba, da kakšni hitrejši, kakšni ne tako hitro. Tako da jaz sem se navadil že res hitro, po 2 mesecih sem že kar hodil brez bergel. Toda to je šele prva stopnica, ki jo morajo premagati ljudje, ki utrpijo hudo poškodbo. Težava je, da mnogi ne vedo, kakšne korake morajo izbrati na poti rehabilitacije. Ja, in tudi veliko je neznanja, kar se tiče protez, kar se tiče zahtev in kar se tiče same celotne zadeve. Jaz bi svetoval, da naj taki, ki se jim to zgodi, poiščejo neko informacijo v rehabilitacijskem centru Soča. Če ne tam, pa če poznajo koga kot prijatelja, da ima to poškodbo, ali nekoga od prijatelja, da mi v takem primeru rade volje pridemo do njih in povemo, kaj so zahteve in kaj lahko dobijo. Razlike med protezami so zelo velike, prav tako cene le-teh. Kot navaden državljan lahko zahtevaš protezo, ki ti jo določa zavarovalnica, glede na zahteve in glede na to, kakšen človek si in kakšno je tvoje življenje. Če si ti športnik, boš dobil malo boljšo protezo kot pa normalna proteza, ki jo pač dobi vsak starejši možakar ali ženska. Tako je, da mi mladi se veliko borimo s tem, da dobimo res najboljšo protezo, ki jo lahko zahtevamo, ampak so potrebe take za naše življenje, da žal to protezo, ki si želimo mi za šport in vsakdanje hojo, ne moremo dobiti. Zaradi tega je potrebno doplačati ali pa si sam naročiti protezo. Gremo tako, najprej navadna proteza, ki jo dobi vsak, ki samo hodi in se ne ukvarja ali športom ali pa podobno stvarmi. Se pravi, proteza, ki ti jo da zavarovalnica, je proteza mogoče z negibljivim gležnjem, odvisno od starosti, koliko smo stari. In ni namenjena proteza dolgi hoji, težkim oviram, se pravi, da imaš lahko dolgo časa na nogi in se pravi, ni primerna za, kako bi temu rekel, za neko daljše življenje in daljše ukvarjanje s tem, kar si delal prej. Modernejša proteza pa omogoča, da lahko imamo protezo gor dalj časa, cel dan, da lahko stojimo na njej in se ukvarjamo s tem življenjem, kot smo ga imeli prej. Se pravi, daljše hoje, kakšno pohodništvo na gore, hrib, se pravi, v večje ovire, kot so klanc,
ali pa kaj podobnega. In seveda laufanje, se pravi tek in tako, mislim, in vse drugo, ne. Matic Kržan kot aktiven športnik zelo rad z nasveti pomaga vsem, ki se v življenju spopadajo s podobnimi preizkušnjami. Cena takšne proteze, kot jo na primer določi zavarovalnica, stane okoli 1500 evrov in to govoriva, da je to že res tisti maksimum, kar lahko zahtevaš od zavarovalnice. Takšne proteze, ki imam trenutno jaz, pa stanejo od 10 000 plus do 100 000 evrov, odvisno kakšno protezo si želiš in kakšne so tvoje komponente. Žal imamo v Sloveniji, po mojem mnenju, kakor jaz vem, samo 2 takšni ustanovi, ki se zelo ukvarjajo s takšnimi pacienti. Mojo protezo so naredili na protetiki in ortotiki MOR. Moram jih pohvaliti, proteza je fenomenalna, proteza je za vsakdanje, proteza je za vse. Res imam zelo dobro protezo, jaz lahko rečem, da za moje mnenje, za mene najboljša proteza, ki sem jo lahko kdaj probal. Je tudi proteza s hidravličnim stopalom, tako da mi omogoča res vse. Pozdrav ljubitelice in ljubitelji športa in seveda oddaje z morem ter rubrike 1 na 1. Tokrat smo v Slovenski Bistrici, čaka pa me prav poseben izziv. Z legendo parastrelstva Francijem Pinterjem se bom pomeril v streljanju z zračno puško. Upajmo, da bom zadel kakšno tarčo, predlagam pa, da gremo kar pozdraviti našega paraolimpica in pogledamo, kaj je pripravil za nas. Ja, opremo smo pripravili, malo smo jo pregledali, preizkusil se sicer še nisem. Nekaj izkušenj imam iz srednje šole, ampak mislim, da je to že vse pozabljeno, tako da me čaka zares velik izziv. Z Maticom bom imela zdaj dvoboj in jaz upam, da bom zmagal, ne, seveda, čeprav ima on izkušnje iz srednje šole, mu to tudi lahko nekaj pomeni. Jaz upam, da bom lahko streljal brez jopiča, pač neki izziv mora biti, 5 strelov bova imela za probo, 5 pa potem seveda za tekmo in naj zmaga boljši, jaz upam, stavim na sebe. Ja, na treningu najprej nekaj smeha, en strel v napačno tarčo, potem pa, kot kaže, tisti spomini iz srednje šole in kar dober dosežek. Ni bilo sicer dovolj za zmago, ampak na strel 9-3 pa sem lahko ponosen, evo, da se še pohvalim. Ja, okej. Izziv je bil zelo dober, si bil dostojen nasprotnik, jaz sem imel rezultat 50,8. 3 dobre centre, prvi strel se mi je zamajal, ker je bil 9,2, ampak to se tudi v strelstvu zgodi. Ti si pa imel 357, pa dobenega dobrega centra, škoda, ne, ampak jaz mislim, da z delom se še bo kaj dalo uštimati, tako da čestitam tudi. Hvala. In jaz upam, da bo takšen izziv še kdaj na sporedu in da boš mogoče malo bolj pripravljen. Ja, po olimpijskih naslednjih, ne? Okej, če se bo mi uresničila želja, da bom osvojil kvoto za te paraolimpijske igre v Tokiu. Upam. Srečno. Hvala.
Ja, že od zgodnjega otroštva sem bil zelo aktiven. Doma sem se zelo veliko igral, tudi s sestro, ker smo tekmovali v različnih športih. In vso svojo energijo je bilo potrebno nekam usmeriti, zato so me startišči vpisali v atletiko. Ko sem bil mlajši, sem bil usmerjen bolj v sprint oziroma v krajše razdalje. Tekmoval sem v teku na 60 metrov in 100 metrov. Potem pa sem nastopil nekoliko daljši sprint, kjer tekmujem še zdaj. Pred tekmo si običajno pogledam kakšen motivacijski video, posnetke, s katerim sem se potem še bolj motiviran na samem startu in da tam res pokažem vse, za kar smo se pripravljali. Je kar nekaj razlik. Največja razlika je predvsem na startu. V konkurenčnih sledcih je seveda start izpeljan normalno preko mikrofonov in na koncu preko elektronske pištole, kar pa je za nas, ki ne slišimo, kar velik problem, saj na startu ne slišimo znakov in se je težko orientirati, posledično pride do velikih izgub. Saj v zadnjem letu pa imam na srečo na voljo štartno lučko, ki je v zelo veliko pomoč. To štartno lučko uporabljamo tudi v konkurenci gluhih in nam je zelo veliko pomoč. Z njeno pomočjo lahko normalno štartamo in pri tem ne izgubimo dragocenega časa. Jaz mislim, da je vse mogoče, da se vse da, ampak potrebno je veliko trde volje, vztrajati. Seveda smo športniki invalidi zaradi okvare veliko prikrajšani, ampak mislim, da so še bolj motivirani, da se dokažemo, da lahko in da tudi zmoremo tekmovati na najvišji ravni in se lahko tam ponosno zastopamo Slovenijo. Največje sanje so seveda osvojitev medalje na olimpijadi gluhih. Ta bo na sporedu čez 2 leti. In na tem si želim biti v življenjski formi, želim biti kar najbolje pripravljen in se boriti za stopničke. Tam sem zelo motiviran in upam, da bo predvsem zdravje služilo in da se bomo uspešno pripravljali tja. Bi pa bilo tudi veliko pomoč, če bi se pred tem, vsaj leto pred začetkom olimpijade, lahko zaposlil tudi v javni upravi kot vrhunski športnik, invalid. Saj bi se na ta način lahko povsem posvetil atletiki, lahko bi 2-krat na dan treniral, več časa bi bilo za atletske priprave. Poleg atletike sem se v bistvu polno zaposlen in je kar težko, saj vsakodnevni treningi trajajo včasih tudi več kot 3 ure in ob tem pa je potrebno še vsak dan opraviti 8 ur delovnika v službi, kar seveda zahteva tudi dodatno energijo in voljo. Tako da prostega časa praktično nimam. Zjutraj vstanem ob 6, se počasi odpravim v službo, iz katere pridem okoli 3. ure popoldan. Nato že sledi priprava potrebščin za popoldanski trening, na katerega se odpravim okoli 4. ure popoldan. In potem sem okoli 7. ure doma in že ves utrujen. Živijo, sem Tadej Enci, vrhunski gluhi atlet. Vsem, ki vas šport zanima, vam seveda zelo priporočam, da se v njem tudi preizkusite,
saj vam prinaša številne pozitivne vrednote, kot so disciplina, potrpežljivost, samozavest, ki vam bodo v življenju seveda zelo koristile. Tako da pridite in ne bo vam žal. To je bilo za danes vse. S koncem poletnih počitnic se končuje tudi tekmovalno zatišje športnikov invalidov, ki nestrpno pričakujejo nove izzive. Več o tem prihodnjič. Se vidimo. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.